Šokantno. Poročilo vlade Janeza Janše razkriva, da vlada Janeza Janše ni ničesar kriva. In ker ni ničesar kriva, je najprej zamenjala vodjo policije s svojim človekom, nato je z istim manevrom zamenjala vodjo kriminalistov, 3 dni nazaj pa je razrešila še vodjo nacionalnega preiskovalnega urada. Kaj se je dogajalo na Zavodu blagovne rezerve po zaslugi raziskovalnih novinarjev, danes vemo. Dogajal se je organiziran kriminal. Menjava represivne vertikale pa vladi služi temu, da se zavaruje pred posledicami tega svojega organiziranega kriminala, namenjenega seveda provizijam pravilnih posrednikov. In posledično smo na mizo dobili pamflet, ne kakršnega koli resnega poročila vlade, pamflet, ki ta organiziran kriminal, ki se je dogajal pri nabavah zaščitne opreme, brani. Zraven ni priloženih nobenih zapisnikov, nobenih sklepov, nobenega dejanskega pregleda stanja. Ob vseh pozivih vladi, da naj zaščitno opremo kupuje neposredno, so vladni branili provizije pravilnih z lažmi. Najprej so zatrjevali, da ni zakonske osnove za to, da se zaščitno opremo uvaža neposredno. Hitro se je izkazalo, tudi z intervencijo Računskega sodišča, da take zakonske določbe ne obstajajo. Nato so dejali, da ne morejo uvažati neposredno zato, ker proizvajalska podjetja želijo 100-odstotne avanse. Ampak vlada je kljub temu dobaviteljskim podjetjem z visokimi provizijami ravno tako namenjala 100-odstotne avanse. Na koncu so zatrjevali, da nimamo organizacijskih kapacitet, da bi država neposredno zaščitno opremo uvozila, ampak vse ostale države, ki so to storile, so pokoristile svojo diplomatsko mrežo, na enak način bi jo lahko tudi Republika Slovenija. Skratka, serija laži, ki naj brani neupravičene provizije za dvorne dobavitelje. Poleg tega smo za današnjo sejo prejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki ga bom zdaj citiral. Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v ustavi, ne v zakonu in tudi ne v poslovniku. Sklep v 2. točki, na katerega se sklicuje mnenje Zakonodajno-pravne službe, je serija ugotovitev, kako je z nabavami vlade Janeza Janše vse krasno in kako je za vse kriva predhodna vlada. Predsedujoči, na osnovi mnenja Zakonodajno-pravne službe vas pozivam, da umaknete iz obravnave 2. sklep, ki je preložen za to sejo, in tudi, da sejo prekinemo in jo nadaljujemo takrat, ko vlada pripravi dejansko poročilo o dogajanju in o stanju, ne pa političnega pamfleta, ki je namenjen samo temu, da varuje podobo vlade, kljub temu, da so jo raziskovalni novinarji ujeli z rokami v marmeladi, kljub temu, da vsem na očeh krade in hrani svoje pravilne posrednike. Vemo, kdo se je klical na Zavod za blagovne rezerve, vemo, da gre za kroge okoli slovenske desnice, tudi za poslance Slovenske demokratske stranke, vemo, da je vse skupaj omogočal gospodarski minister v tej vladi, gospod Zdravko Počivalšek, in brez soočenja s temi dejstvi nobeno poročilo ne more biti popolno. Hvala.